Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, posebno čast imamo danes in sicer zato, ker v studiu Radia Prlek gostimo Franca Bogoviča, evropskega poslanca iz vrst Slovenske ljudske stranke v Evropskem parlamentu. Danes, gospod Bogovič, vas je pot pripeljala na Ptuj, ker ste v znak prireditev ob Dnevu Evrope imeli tudi priložnost nagovoriti navzoče, na katerih so se srečali vrtci, osnovne in srednje šole in dejansko dvigniti evropske zastave. Na Ptuju se počutite prijetno in lepo, je tako? Ja, najprej lep dober dan in hvala za tudi povabilo v Radio Prlek. Jaz se na teh koncih vedno fajn počutim, tudi študiral sem v Mariboru, krški občini, odkud prihajam, je kar pomembno, na kateri strani reke Save živiš, tako da sem na tej štajerski strani. Iz študijskih časov je bilo zanimivo, ko smo bili ti iz teh koncev v Mariboru kot Dolenci, mi smo povedali, da smo Štajerci, da smo pravzaprav tisti, ki branimo Štajersko na meji in vedno rad zahajam v te vaše konce, kar pogosto sem tu. Na Ptuju sem bil že drugič na tej prireditvi, ki se mi zdi prav odlična prireditev, kjer sodelujejo vse šole, otroci različnih starosti, skupaj s turističnim društvom, občino in pravzaprav v čast vstopa Slovenije v Evropsko unijo. Danes 5. ko smo to obeležili, smo bili ravno na polovici med našim vstopom v Evropsko unijo in podpisom Schumanove deklaracije, ki je bila temelj Evropske unije, zato se mi zdijo te prireditve zelo pomembne. Pomembno je, da mladim na nek način predstavimo Evropsko unijo, kar je zelo zanimivo in tudi veliko se tudi sicer družim z mladimi, se zelo zanimajo za te teme, vsaj en del njih se zelo pripravijo na te dogodke, tako da so vsebinsko vedno zelo bogati in tako mladi spoznavajo, da ni vse samo po sebi umevno, kar danes uživamo in da je to plod tega, da je Slovenija pred 19 leti se pridružila Evropske unije. Tako da take prireditve zelo pozdravljam in se jih z veseljem tudi udržim. Gospod Franc Bogovič, imate bogate izkušnje. Bili ste podjetnik, bili ste župan, bili ste poslanec, bili ste minister, zdaj ste poslanec v Evropskem parlamentu. Kakšna je razlika med delom na lokalni ravni in pa na meddržavni ravni v Bruslju? Ja, kot ste dejali, sem zelo ponosen na to, da me je ta pot v politiki vodila od tega, da sem s 23 leti postal najprej predsednik krajevne skupnosti. V domačem kraju, kjer smo 86 leta imeli samo prispevek za telefon, vrtec, ceste, da smo znali tudi od ljudi še dobiti denar za to, da nekaj skupaj naredimo, da bomo na vasi lahko živeli in imeli primerljive pogoje, kot imajo ostali v mestih. Takrat je bila ta razlika še bistveno večja. Občina mi je dala drugo dimenzijo, da sem v bistvu tudi v lokalnem prostoru v občini Krško, ki je tudi ena od občin večjih v slovenskem prostoru, zelo jo zaznamuje energetika, ki sem tudi skozi, mesto podpredsednika v Evropskem združenju mest, ki imamo jedrske objekte, spoznal že to evropsko dimenzijo. Moram reči, da najslabša izkušnja v politiki mi je bila na državni ravni. Na državni ravni, ker se mi je včasih kot parlamentarcu zdel zelo neplodno delo v samem parlamentu, pa je bilo takrat od 2008 do 2011 je bil prvi mandat, ko sem 3 leta preživel v opoziciji, takrat župan poslanec, kar precej takih brezplodnih razprav, pa še vseeno na nekem boljšem nivoju, kot jih danes opažam. Evropska unija, pa ministrska zgodba vmes je bila zanimiva. Sam sem bil v 14 mesecev smo imeli samo mandata v tej tako imenovani drugi Janševi vladi, sem bil minister za kmetijstvo in okolje in še dan sem ponosen na to, da smo takrat na mojo pobudo združili naravne vire v eno ministrstvo. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje in na ta način želeli deležnike, ki so odgovorni za ravnanje z okoljem, spraviti za isto mizo in iz tiste, kot rečemo, silos logike, da vsak vidi samo svoj vrtiček in ga ne zanimajo problemi drugih, spraviti za isto mizo in soočiti probleme, najti na koncu tudi nek dogovor okrog nečesa. In to mislim, da bi danes hudimerjevo potrebovali, da bi v tem času, ko se, okoljski, kmetijski interesi ne gredo skupaj, energetika, te stvari. Tako da moram reči, da to je bila zanimiva izkušnja, ravnanje s smetmi, je to zelo zaznamovalo tisto območje, tako da moram biti zelo pošten, da sem imel nazadnje pravzaprav premalo časa za samo kmetijski del in zahtevno področje, vendar je zanimiva izkušnja. No, v evropskem nivoju pa zdaj drugi mandat se počasi nam že izteka, 9. leto bo zdaj s 1. julijem že napolnjeno. Vključil sem se v odbore za regionalno politiko, kmetijstvo, razvoj podeželja. V zadnjem mandatu je tudi odbor ITRE, kjer je tudi
znotraj tega industrija, tehnologija, raziskave in energetika, ki je ključno za v tem odboru. In na nek način te izkušnje, ki sem se jih nabral v tej poti od lokalne politike do nacionalne, s pridom izkoriščam. In moram reči, da zelo veliko stvari, o katerih govorimo v Evropskem parlamentu, je včasih kar težko povezati z realnim življenjem doma. Če pa imaš to izkušnjo in da veš, ne vem, če govoriš o velikih teh projektih, na prvi pogled izgledajo abstraktni, zapisani tudi v neki čudni evropski latovščini, je lažje narediti in to prevediti v domače potrebe, koliko imaš to izkušnjo. In tudi v projektu Pametne vasi, katerega pravzaprav me imenuje tudi v Evropskem parlamentu in tudi v Evropski uniji kot oče tega projekta, sem ravno to naredil, da sem v bistvu z osnovnim ciljem, kaj narediti, da bo evropsko podeželje poseljeno, se pravi, da zagotovimo kvalitetno infrastrukturo, vključno širokopasovnimi povezavami, na drugi strani tudi kvalitetna delovna mesta, ki niso nujno samo v kmetijstvu, seveda je kmetijstvo prva stvar, že na kmetijah dopolnilne dejavnosti, potem direktne prodaje in podobne stvari, potem pa kaj narediti, ne vem, na področju energetike, na področju mobilnosti, skrb za starejše na podeželju. In moram reči, da tu sem črpal pravzaprav znanje iz tega, kar sem počel na lokalnem nivoju. In ta izkušnja me je zelo zaznamovala in kot radi rečejo, enkrat župan, vedno župan, kar drži in zelo cenim lokalno politiko in mislim tudi, ko jo gledam z prizme, zdaj kot evropski poslanec, hvala Bogu za slovensko lokalno politiko, ki je tudi Slovenijo ob vseh ostalih deležnikih naredila takšno, kakršne danes. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, gost v studiu Radia Prlek je Franc Bogovič, evropski poslanec iz vrst Slovenske ljudske stranke. Vi vedno vztrajno opozarjate tako v slovenskem parlamentu kot tudi v Evropskem parlamentu na pomen zagotavljanja prehranske varnosti. Rekli ste pametne vasi, ampak pametne vasi brez zagotovljene hrane ne more obstati. Torej, kakšna je naša vizija? Vemo namreč, da imajo kmetje veliko število preprek, posebej v zadnjem času, ko se jim omejuje dejansko delo s pesticidi, delo na vodovarstvenih območjih. Potem je naš problem še velika razdrobljenost kmetij. Ljudje so vedno starejši, mladi se ne odločajo za prevzem kmetij, kajti delo na kmetiji je mukotrpno, je težko, je naporno. Kakšna je torej naša slovenska prihodnost v kmetijskem smislu, gospod poslanec? Ja, najprej tu rečem, da sem rojen na kmetiji, 4 bratje smo bili na tej kmetiji, starejši brat je ostal doma, tudi ima danes sodobno govedorejsko kmetijo, za slovenske razmere večjo, se pravi tam blizu 100 krav, vendar je to na nek način dimenzija, ki z osnovno mlečno proizvodnjo zagotavlja prihodek družini. Po drugi strani sem tudi sam kmet, imam sadovnjak jabolk, 3 hektare jabolk obdelujeva ženo, sin, ki je sicer gradbeni inženir in dela kot SP v svojem poklicu, ima pri moji tašči krave dojilje, tam 25 do 30 glav živine, to je mesni tip goveda in vse razseka doma v svoji mesnici, ki je kot dopolnilna dejavnost na kmetiji. Predelava mesa? Delno predelava, predvsem pa razsek mesa, se pravi, delno tudi suši, postara kakšen biftek in kaj podobnega, tako da se s tem ukvarja. To rečem najprej zato, da lahko mirno trdim, da tudi iz prakse ko govorim o prehranski varnosti. Zdaj, vojna v Ukrajini nam je pokazala, da je Evropa precej lahkomiselno najprej opustila vojaško varnost, ta pacifističen pristop, vse od konca hladne vojne, kjer se je skoraj zdelo, da ne rabimo več niti vojske, niti policije, se je pokazal kot pomanjkljiv, oziroma zdaj, ko je treba, Ukrajincem pomagati, nimamo kaj dosti zaprijeti v roke. Se pravi, da smo vojaško varnost namarili. Vojna v Ukrajini je razgalila, da je tudi energetska varnost pod vprašajem. In nemški model energetike, ki se je navzven kazal kot najbolj zelena država, je v bistvu slonel na ruskem plinu. In danes imamo, nove rudnike lignita v Nemčiji, ob vseh sončnih in vetrnih elektrarnah in CO2 vtis, tam med 300 in 400 gramov CO2 na kilovatno uro, se pravi, takoj za Poljsko druga najbolj umazana elektrika je v Nemčiji. In tretje polje, tretja varnost, ki je ključna prehranska varnost. Hvala Bogu, doslej, tudi s pomočjo evropske politike, Evropa ni prehransko ogrožena. Prehranska varnost se meri najprej s tem, da imamo na eni strani dovolj hrane, ki je kvalitetna, ki je z prehranskega vidika tudi zdrava, ne samo količinska, in na drugi strani, da pridelamo hrano, ki si je lahko povprečen Evropejec kupi, da ni predraga hrana.
Zdaj vojna v Ukrajini je razkrila in pokazala, da smo občutljivi na obe strani. Če je sled dražjih energentov, dražjih gnojil, kar naenkrat manjka nekaj ali pa porušenih logističnih poti, je cena hrane zrasla. Se pravi, je bila že za marsikaterega v Evropi hrana predraga, da ne govorimo o Bližnjem vzhodu Afriki, kjer so pravzaprav ostali lačni v tem delu. Z drugimi ukrepi, tudi evropske kmetijske politike in ob tem še različnimi našimi slovenskimi dodatki, ki gredo preko evropskih zahtev, pa se zagotovo lahko ogrozi tudi ta količinski del. In omenili ste uredbo o pesticidih, tudi je določena uredba o ohranjanju narave, ki gredo zelo daleč. Mi smo pravzaprav v letošnjem letu šele začeli to skupno kmetijsko politiko 2023-2027, ki že evropskemu kmetijstvu, ki je okoljsko zagotovo z najvišjimi standardi globalno gledano, da ne govorimo, da je znotraj tega evropskega kmetijstva pa naše zelo okoljsko prijazno, in se k tem standardom, ki velja za to 7-letno obdobje, zdaj iz ozadja grozijo določene druge uredbe. Uredba, o uporabi pesticidov, ki si je izmislila, brez da bi bil prej narejena presoja vplivov, kako bo to vplivalo na prehransko varnost, za 50% zmanjšamo uporabo. To je bilo pravzaprav iz zraka vzet procent. Ko se je potem v uredbi poskuša, kako priti do tega procenta, si je komisija zamislila, da bi na vseh Natura območjih, na parkih, naravnih, ki so zaščiteni bodisi regionalno, nacionalno in na vodovarstvenih območjih, prepovedali rabo pesticidov. In za Slovenijo, ki ima največ nature med vsemi državami, je ta procent zrasel na 59% zmanjšanje porabe do leta 2030. In na koncu je to pomenilo v praksi, da na 41% slovenskih njiv ne bi smeli več uporabljati pesticidov. Tretjina vinogradov, tretjina sadovnjakov, tretjina oljčnikov, in to pomeni konec neke normalne proizvodnje. Zato je veliko razlogov, da se enostavno temu tudi v odboru za kmetijstvo, tudi kot poročevalec za Evropsko ljudsko stranko, ravno za to uredbo o pesticidih zelo odločno zoperstavim. Kmetje so povedali svoje, zoperstavili se proti takšnim oblikam nekega nadzora nad njihovim delom. Vendar pa že prej smo uporabljali pesticide, seveda na določenih območjih, in pa uporabljali tudi kmetijstvo na vodovarstvenih območjih. Kakšni so vaši izgledi? Podpirate kmete pri svojih prizadevanjih? Zagotovo jih podpiram. Moram reči, da ko je bil prvi shod kmetov, sem bil slučajno v vaših koncih, v Lenartu, sem se jim pridružil. Šel mogoče na prvi pogled na spolzek teren kot evropski poslanec, ker pa kmetje poznajo tudi moje stališča, ki jih javno izražam že zadnji 2 leti, odkar so te uredbe na poti. Sem jim poskušal povedati, kaj gre, jih podprl v tem, da enostavno moramo to, za moje pojme, preambiciozno politiko enostavno zaustaviti. Zdaj, pri pesticidih sam sem, kot sem delal sadjar. V Sloveniji smo od leta 90 do danes razpolovili porabo pesticidov. Poznam pripravke, ki so bistveno okolju sprejemljivejši, manj nevarni za žuželke, brez da bi ostajali ostanki v tleh, kot so včasih v atrazinu. To je tudi kup takih stvari, ki se ne bi smele zgoditi, se spreminjajo. In ko sem študiral agronomijo v Mariboru, smo imeli predmet zdravstveno varstvo rastlin. Se pravi, zagotavljati moramo zdravstveno varstvo rastlin, da dobimo ta pridelek. Normalno so to zelo strogi kriteriji, kaj se sme uporabljati, kdaj. Faktorji varnosti so narejeni na 1000krat manj sme biti v izdelki, tudi 10 000krat manj, kot je škodljivost, da bi se človek zastrupil. Tako da ima Evropa ta previdnostni princip zelo, zelo vgrajen. In zdaj ne more si nekdo, ker mogoče se mu zdi, da je to možno, enostavno to uzakoniti. Tu zdaj prihaja tudi do teh problemov, da je Slovenija, kot sem že delal, ena izmed držav, ki ima bolj ekstenzivno kmetijstvo. Mi nismo tako daleč, kot so, Nizozemci, Danci, ki imajo, porabo 7 kg pesticidov na hektar, ki imajo, 7 glav velike živine v Friesland, dežela v Nizozemskem na hektar. Slovenija ima 1 glavo velike živine na hektar, kar je na nek način nek minimum, če želimo z organsko snovjo, z gnojili, krevskim gnojem, ohranjati rodovitnost. Tako da zdaj nekdo si pa, na evropski ravni izmisli in da enak procent za Nizozemce in za nas. Da pa ne govorim, da temu potem pa domača politika doda še določene dodatke. Recimo to, kar je bilo upor na Barju,
Ta zadeva izhaja iz tega, da je v evropskem, dejansko je v strateškem načrtu predpisano, koliko ne bi bilo teh trajnih travin, ki zagotavljajo boljšo biodiverziteto kot njivske površine, in Slovenija je dobila obvezo kot država. In za državo je obvezno, kmetje pa lahko izbirajo. Se pravi, da jim daš primerno podporo in da so ljudje za to enostavno potem zainteresirani in jim še kdo razloži, zakaj gre, in bi bilo del kmetijstva tudi usmerjeno v ukrepe varovanja narave, kar podpiram in je prav. Mi smo enostavno pod slovensko naredili obvezno na celotnem območju. Notri se znajde kmet, ne vem, ki je mladi prevzemnik, ki je zgradil hlev, ima kredite in bi tam še naprej normalno kmetoval, ki so že osnovni pogoji zelo omejujoči. Tako da tu imamo, bi rekel, pri teh ukrepih, jaz jih razdelim v 5 stvari, ki se mi zdi, da so ključne. Prvič, prav, da povemo o evropski kmetijski politiki, da naj ne gre predaleč in se naj v nekaterih stvarih, kot smo govorili o pesticidih, ustavi in naj se razvoj gre po svoji poti naprej, ne pa na tak umet način. Drugo je, domača politika naj ne daje k tem ukrepom še dodatne omejitve, to, kar se zdaj naredilo v uredbi o upravljanju nature, v tej uredbi, ki je okoljsko ministrstvo ali pa ministrstvo za naravne vire pripravljalo v javno razpravo. Tretja zadeva, ki je ta davčni primež, ki je v Sloveniji v zadnjem letu, v času te vlade, ne vem, recimo mi imamo v okviru kmetijske politike nagrajene kmete, ki obdelujejo zemljišča v hribovitih delih, višinskih delih, tako imenovani območja z omejenimi dejavniki. Ta vlada je to uvestila, enostavno je to prihodek kmeta, ki šteje v dohodnino. In ga evropski denar obdavčimo in ga vzamemo pravzaprav kmetom. Ne vem, prej sem omenil, da je sin, recimo je pavšalist na predelavi mesa, lahko z prve roke govorim, doslej je bila odločitev takšna, da je bil na koncu priznanih 80% tako imenovanih normiranih stroškov, kar je pomenilo, da je, če je prodal za 1000 evrov mesa, je plačal 40 evrov davka. Zdaj po novem ga bo plačal 120 evrov. Se pravi, po eni strani spodbujemo mlade, naj gredo v dopolnilne dejavnosti na kmetiji, jih že po drugi strani obdavčimo. Nepremičninski davek in podobno. Tako da naslednja stvar, ki je tukaj za moje pojme tudi zelo problematična, je recimo, da zdaj prihajajo zakoni tudi od poslancev, kot je bil okoli te dobrobiti živali, kjer bi, ne vem, nekdo s 40-urnim tečajem že kontroliral po hlevih, kaj kdo počne. Šarlatanstvo za moje pojme brez primere. Prvič imamo inšpektorje, imamo veterinarje, na drugi strani pa poznamo nevladni sektor, kjer se marsikdo, ne vem, veganski del prevzame že kot neko religijo. Danes ti nevladniki po trgovini brskajo po vrečkah, če imaš kilo mesa in te skoraj zmerjajo. Čez 40-urnim tečaj bo prišel na dvorišče s pooblastilom države. Mislim, da gremo to bistveno predaleč. In vse skupaj kmetijstvo postavlja neko slabo luč in mladi, kot ste omenili, imajo danes kar težavo se odločiti za ta poklic. In mislim, da je to neodgovorna politika in je treba to na glas povedati, zato protest kmetov popolnoma podpiram in jih popolnoma razumem. Bi lahko rekli, gospod Franc Bogovič, poslanec Evropskega parlamenta, da v naši politiki ali pa v evropski politiki zmanjkuje zdrave kmečke pameti? Tako je. Mirno lahko to rečem in v bistvu gre za, kar opažam, gre za to, da postajajo neke stvari kot del neke ideologije, že religije, in nekdo vidi v tem svojo politično priložnost in neodgovorno te interese poskuša širše uveljaviti. To recimo me moti v številnih uredbah, ki sem jih tudi že zdaj omenil, da nimajo presoje vplivov, ne? In države članice so ravno pri tej uredbi o pesticidih zahtevale, da komisija pripravi kvalitetno presojo vplivov, kako bo to vplivalo na prehransko varnost, ker te presoje ni bilo narejeno. Kako bo še več, kako bo vplivalo na prehransko varnost v posamezni državi. In tu ni dovolj, da si nekdo predstavlja, da to gre, je fajn, če še ima malo praktičnega znanja, pa da je stroka poslušana, vsa stroka, velik del kmetijske stroke je proti temu in zato žal se to dogaja na mnogih področjih in temu lahko mirno rečemo pomanjkanje zdrave kmečke pameti, prakse, vedno manj ljudi ima danes realen stik še s kmetijstvom. V moji generaciji je bilo tudi po Evropi še vedno več ljudi, ki je, ne vem, saj imeli starega očeta, pa so šli na počitnice, imeli občutek. Danes se pa rad v šali rečem, da 10 let, 20 let nazaj je vsak vedel vse o nogometu, danes pa vsi vejo o kmetijstvu. Pa če je kdaj imel kakšen stik z realnim kmetijstvom ali pa ne. In to je lahko nevarno in to vodi k tistemu, o čemer smo govorili, da lahko z nepremišljenimi potezami ogrozimo prehransko varnost. Zadnjič sem na poti od Ptuja proti Ormožu zasledil reklamni plakat, na katerem je pisalo: strokovnjaki za vse so mojstri za nič.
Torej, vaše besede potrjujejo ravno to dejstvo. Tako, tega šarlatanstva je preveč. Gospod Franc Bogovič, evropski poslanec iz vrst Slovenske ljudske stranke, pri nas na ormoškem območju, kjer vas gostimo danes, je najhujše stanje rumenice v Ljutomersko-Ormoških goricah. Po podatkih analiz in pa odzetih vzorcev v letih 2021 in 2022 je največja klet v Republiki Sloveniji, podjetje Puklevec Family Wines, moralo izkrčiti v letu 2021 najprej 35 tisoč trsov, lansko leto 117 tisoč trsov. Stanje je alarmantno, ljudje so v velikih težavah, ne vedo, kako ravnati, ali se naj odločajo za zasajevanje novih vinogradov. Mladi se vse bolj temu upirajo in nočejo nadaljevati družinske tradicije. Bodo naši lepi vinogradi čez nekaj let morebiti zarahčeni? Se bodo na teh območjih pasle koze in ovce? Ja, vinogradništvo je tista panoga, kjer se približno za 1% na leto zmanjšuje število hektarjev. In ne vem, iz 20 tisoč plus smo zdaj na slabi 15 tisoč hektarjev in ta trend je približno % na leto. Zdaj, en od problemov je tudi rumenica, vendar mislim, da ni to ključni problem, zaradi katerega bi globalno gledano v slovenskem prostoru bilo to krčenje. Nekaj je, recimo, kot sem dejal, prihajam iz tega štajerskega dela in na tej posavskem koncu je posestna struktura vinogradništva, predvsem pa na Dolenjskem, Cvičkovi deželi, še manjša kot je na Štajerskem. In sam zelo spremljam, tudi živim v vinorodnem okolišu, kako mali kmetje, kjer pridejo, ne vem, lastniki v 60-ta, 70-ta leta, nimajo več naslednika, ki bi bil pripravljen obdelovati, ne vem, 300, 500, 800 tisoč trsov. In v bistvu to je zame, kakor vidim, največji del opuščanja. Zdaj, po drugi strani imamo kar lepo skupino že zdaj teh družinskih vinarjev, ki so svetla točka v slovenskem prostoru, zagotavljajo kvalitetna vina, tudi med njimi nastajajo tudi lepe kmetije, lepe kleti, lepe zgodbe na tem področju. Zdaj, eden od problemov je, ki ste ga tudi na Štajerskem zelo veliko imeli, delovanje teh zadružnih kletih, ki so se transformirale in je potem nastal neka druga struktura lastniška in v bistvu tiste male zadružne zgodbe, ki so včasih združevale in so tudi vsled staranje lastnikov danes več nezanimive, imajo to posledico. Tako da jaz na področju vinogradništva vidim več teh dejavnikov in ne vem, družinske zgodbe se mi zdijo tiste, ki bodo naprej mogoče še najbolj prosperirale. Hvala Bogu za take velike kleti, ki imajo tudi ta izvozni moment in lahko združujejo. Je pa tudi, če gledamo, ne vem, vinogradništvo po tujini, baza je v teh družinskih kmetijah, ki lahko pravzaprav imajo svoje družinske brende in tudi, ne vem, tista družina ali pa še kdo zraven živi od tega. Tako da je pa pričakovati po mojem prepričanju naslednjih letih še mogoče, da se bodo ti hektarji nekaj zmanjševali. Torej, po vašem mnenju se bo slovenska kmetijska politika ohranila, seveda vsled tega, kar bo narekovala Evropa. Kakšni so torej po vaši oceni scenariji za slovensko kmetijstvo v prihodnje? Glejte, zdaj prvo, kar je treba biti zelo jasen in pa tudi operirati s podatki. Mi imamo najprej male kmetije, posestnost 7 hektarov je povprečje teh kmetij in pa zelo stare lastnike. 37% lastnikov je 65 let in starejših. Sam poskušam v tej točki tudi naliti določenega realizma. Sam pravim, da nisem eden tistih politikov, ki bi razlagal naokoli, kako bomo zaustavili zmanjševanje števila kmetij. Mislim, da se bo to nadaljevalo. Iz teh podatkov, ki sva zdaj rekla, če je več kot 2/3 lastnikov starejših od 65 let, moja ocena je, da če bo vsak tretji dobil naslednika, bo zelo veliko. To pomeni, da čez 10 let, ko bodo naši lastniki stari 75 let, bo najbrž 20% manj lastnikov. Naša ključna naloga je, kako narediti, da bodo ta zemljišča obdelana, da bodo prišla, ne vem, v roke srednje velikim kmetijam, mladim kmetom, tudi večjim kmetom, ki so za naše razmere veliki v evropskem prostoru še vedno zelo mali, da imamo neke kmetije z večjim obsegom. Na teh kmetijah pa podobno, kot sem že prej omenil v konceptu pametne vasi,
znati ugotoviti, kdaj pa dosežeš polni dohodek na kmetiji. Ko sem bil župan v Krškem, smo naročili strategijo kmetijstva in svetovalna služba iz Novega mesta, zavod nam je delal. Moje vprašanje oziroma edina zahteva na koncu je bila, naredite mi še eno stran, na kateri bomo napisali, kdaj dosežeš eno plačo v živinoreji, v vinarstvu, sadjarstvu, da bomo realisti pri tej zadevi. In zelo hitro ugotoviš, da na teh malih kmetijah hitro rabiš neko dodano vrednost. Kot sem že delal, bodisi so to dodelava, ne vem, mleka, mesa in podobno, bodisi je to turizem. Na koncu pa ugotoviš tudi, da je za slovenske razmere tudi to, da imamo manjše kmetije, kjer je, ne vem, še druga zaposlitev v drugem sektorju, po možnosti, ki je na podeželju, če je blizu, da ni te migracije, nekaj, kar je normalno. In sam zelo podpiram ta tip, da imamo tudi na ta način bolj poseljeno območje, neko socialno sliko bolj trdno in tu vidim te priložnosti. Sicer pa mislim, da moramo bazirati tudi mi na tej povezavi naših naravnih, kulturnih danosti z kulinarikom, vinarstvom in s to ponudbo tega destinacijskega turizma. Kar nekaj je tudi že takih dobrih primerov, ne vem, različnih, ne bom jih našteval, ker je preveč, kjer znajo to narediti. In jaz mislim, da tu imamo mi tudi določeno priložnost, da nadaljujemo. Moramo biti pa, kot sem že delal, realisti in tudi imeti tudi nacionalno politiko, da bomo videli, ne vem, danes sem bil tudi zjutraj v Perutnini Ptuj. Zame je to, kar recimo dela Perutnina Ptuj, da je po vertikali povezana od hleva, kmeta, preko polja za oskrbovanje, mešalnice, klavnice, trg, nekaj, kar je svetla zgodba o slovenskem kmetijstvu in je recimo prostora mogoče še za več perutninarjev. Ne vem, sam sem z jabolkami povezan v skupino Eurosad, kjer tudi preko njih, ne vem, gremo jabolko v tujino, če je potrebno. Tako da mislim, da je treba več tega povezovanja, narediti čim več povezav, da prideš do končnih predelkov, da nisi vmes že 10krat v rokah špekulantov, trgovcev in da je neka dodana vrednost. V osnovi pa je nekaj treba vedeti, da naši otroci in mladi na kmetiji danes morajo zagotoviti si primerljiv prihodek, imeti primerljivo kvalitetno življenja, kot ga imaš v drugih poklicih, sicer se pač mladi za to ne bodo odločili. To ni več romantika, to ni neka tradicija, ampak zato je treba pa tudi javna politika in sam, če se zopet vrnem konceptu pametne vasi, je treba z javno politiko zagotoviti, ne vem, da bo širokopasovni internet v vsakem domu na podeželju, da bo možno delo nadaljavo, da bodo, ne vem, šole ostale na podeželju, da bomo imeli zdravstveno, socialno službo na podeželju in vse skupaj to je tisto, kar tudi sam večkrat rečem, na kar smo lahko Slovenci kar ponosni. In mi imamo to strukturo boljšo, bolj urejeno kot marsikatera evropska država, imamo pa ta problem, da imamo samo podobo bistveno slabšo, kot pa nas ocenjujejo drugi. In tu mislim, da je treba malce več samozavesti, optimizma in jaz sem po svoje, bom rekel, zelo hvaležen, več kot vidim stvari po svetu, bolj verjamem, da živim v eni najlepši državi in nimam nobenega razloga, da bi se kamorkoli selil. To je treba glasno povedati in seveda zato tudi živeti. Gospod Franc Bogovič, poslanec Evropskega parlamenta, preden skleneva današnji pogovor, mi povejte še to. Ker dejansko cenite sad svojega dela. Odnesete kdaj tudi jabolka svojim kolegicam, kolegom v Evropski parlament in pokažete, kaj znate v Sloveniji predelati s svojimi rokami? Kakšni so njihovi cilji? To zelo z veseljem naredim. Sam nimam doma hladilnice, sem delal, da jih direktno iz nasada peljem v hladilnico, ker so skupna skladišča. So pa ta domača jabolka, ne vem, od tam konec avgusta, ko začnemo z Galo Deliciousom, v septembru potem še Zlati Delicious, Jona Gold, to so te 3 sorte, ki jih imam. So to plodovi, ki jim kolegi priznavajo zelo visoko kvaliteto in podobno, kot smo, ne vem, pri vinih lahko zelo ponosni, imamo tudi te naravne pogoje, v teh legah, katere si delimo, tu malo bolj sončne, v Sloveniji za odlično pridelavo jabolk in iz veseljem. Na 2-3 mesece so vedno v moji pisarni in kolegi so se že navadili na slovenski okus. Čestitam vam seveda za to, kar delate za promocijo Slovenije in svojega dela v Evropskem parlamentu. Še preden končavam, samo beseda dve o tem. V letu 2019 je bilo veliko govora o zelenem dogovoru. Leto 2023 je tisto, ko bi morale te stvari začeti veljati. Kako daleč smo? Ja, sam sem eden tistih, ki zelo opozarjam, da je trenutek, čas, ki ga živimo v 2023, zelo drugačen od tistega, ki je bil 2019. V mestnem času je bil najprej COVID, potem se zgodi vojna v Ukrajini
In zelo hitro lahko ugotovimo, da je v letu 1906 gledali, da bodo ti meddržavni dogovori, ta multilateralizem, lažje dosegljiv kot se danes. In takrat smo veliko govorili o pariškem dogovoru in sporazumu. Posledica tega je tudi ta Green Deal, ki je v bistvu osnovna razvojna, poljsko razvojna paradigma Evropske unije, kjer ima 3 stebre. Prvi je, kaj bomo naredili v Evropi na področju okolja, zmanjšali izpuste, da bomo, na nek način tudi zgled drugim. Drugi del je, kako skozi zelene tehnologije narediti razvojni preboj in na nek način imeti tudi od tega koristi na področju gospodarstva. Tretje je pa bilo to, da bomo potegnili za sabo še ostale del sveta na tej poti. Zdaj Evropa, skupaj Evropska unija pridela manj kot 8% toplogrednih plinov. To pomeni, da mi sami ne moremo rešiti sveta. Kitajska sama jih proizvede 27%. In recimo podatek, da je Kitajska v lanskem letu inštalirala novih termoelektrarn, ki imajo skupno moč 106 gigavatov, kar je ekvivalent 150 krških nukleark. Govori o tem, da imamo malo različne poglede po svetu na to in da tu se nam lahko zgodi nekaj, kar bo za sabo potegnilo padec konkurenčnosti evropskega gospodarstva in tudi tako imenovano energetsko revščino pri ljudeh. In na teh točkah mislim, da smo v trenutku, ko bo potrebno pri marsikateri od teh uredb ali raztegniti čas, dokdaj bi mi te cilje dosegli, ali pa biti malce bolj realen, da ne bomo na tej poti z dobrimi nameni zašli v zelo velike težave. Tako da trenutek je precej drugačen, kot je bil 2019. Bolj bi si želel, da smo še vedno v nekem svetu brez vojn, svetu brez pandemij, ker se ne bi toliko ukvarjali, ali bomo, surovine, ki jih je mimogrede pokupila Kitajska po celem svetu, dobili za našo avtomobilsko industrijo, dobili za naše baterije, za sončne elektrarne, ali bo to nekdo zaprl svoje trge. Tako da trenutek je zelo drugačen, cilji Green Deala so takšni, s katerimi se strinjam. Sam pa rečem tudi v prispodobi, da tudi ko pelješ po cesti, vsake toliko časa pogledaš v ogledalo, če ti kdo sledi. Tu imam včasih občutek, da smo si mi dali enostavno plašnice na glavo in da gremo včasih tudi brez glavo v neke stvari, ki so lahko na dolgi rok zelo problematične. Do svojega delovišča v Bruselj še vedno potujete v veliki meri z letalom. Leta 2035 bi se naj vozili samo na elektriko, tudi o tem je bilo veliko prahu dvignenega v svetu, predvsem v Evropi. Nemčija nekako stopa na bremzo, kot rečemo po domače. Vi pa dejansko točno veste, da je nemško gospodarstvo tisto, ki zagotavlja dejansko steber avtomobilski industriji. In vsa elektrika, za katero v Sloveniji niti slučajno nismo pripravljeni na infrastrukturnem območju elektronapetostnih naprav oziroma omrežja, ne moremo zagotavljati tako hitrega prehoda. Kakšne so vaše vizije v tem smislu? Kdaj boste v Bruselj leteli na elektriko? To ne bo šlo. Elektrika ima to pomanjkljivost, da je enostavno skladiščenje energije pretežko, zato pri avionih se več stavi na kakšna biogoriva ali pa tudi na vodik, kot tist, kjer je v eni kili več energije, da bo dvignilo letalo. So pa te cilji postavljeni tudi za znižanje v letalskem prometu, ki se mimogrede zelo širi in je tudi velik onesnaževalec prostora in ima te težave, kako ga nadomestiti, kako ta kerozin nadomestiti z drugimi gorivi. Pri avtomobilu je situacija drugačna. Kot vemo vsi, so tudi klasični motori z notranjim izgorevanjem naredili velik napredek, poraba se je znižala, posledično boljši filtri, manjši izpusti. Dodajajo se ti hibridni motori, ker v bistvu se združuje elektriko, in tretja veja je klasičen, popolnoma električna vozila. Kot ste dejali pravilno, tu je potrebno omrežje, ki je zelo različno, najprej že sama mreža polnilnic, po drugi strani dovolj elektrike, ki je pookoljsko sprejemljiva. Kot sem že prej dejal, v Nemčiji, če ti širiš električne avtomobile, elektriko pa proizvajaš 400-500 grami CO2 na kilovatno uro, nisi kaj veliko naredil na okolje, ker je potem na Poljskem, kjer je še ta delež višji, je bolje voziti, kar se okolja tiče, dizelgori avtomobil, ker boš manj izpusta naredil, ker ga prej že narediš pri proizvodnji elektrike. In tu je kar nekaj dilem. Druga stvar je to, da bo lažje, narediti infrastrukturo na ravni in pa gosto poseljeni Nizozemske kot, Sloveniji ali pa Romuniji.
da bodo hribovska območja, kjer bo najbrž še tudi prostor za kakšen hibrid, tudi leta 35 za nov. In zato smo v Ljudski stranki bili proti temu, da omejimo, da ne sme biti več motorja z notranjim izgorevanjem, ampak da se prosti prostor in dela po tem principu tako imenovane tehnološke nevtralnosti, konec koncev tudi vodik je, na vodik je prilagojen motor z notranjim izgorevanjem in se še kakšna druga zadeva se bo pojavila kot rešitev. Zdaj so določena ta sintetična goriva kot neka alternativa. Sam jo razumem, da je dejansko Nemčija v zadnjem trenutku ali pa že za moje pojme malce prepozno poskušala potegniti ročno in na ta način ohranila, da bo omogočen razvoj motorja z notranjim izgorevanjem. Ker naš ključni zadržek pri potrjevanju tega je bil tudi ta, da če ti danes rečeš, da 2035 ne smeš več prodati avtomobila z notranjim izgorevanjem, daš jasen signal avtomobilski industriji, da preneha z razvojem tega motorja. In v drugih delih sveta, kot sem že dejal, kjer proizvedejo 92-93% izpustov, delajo intenzivno tudi na elektromotorju, vendar tudi na drugih motorjih. In tu je tisti del tiste naše, za moje pojme, naivnosti. Zdaj tudi recimo sem v odboru za regionalni razvoj poročevalec za poročilo tako imenovanih kritičnih surovinah, ne? In zdaj kar naenkrat si ugotavljamo, da je 2/3, 75% vseh materialov, ki so potrebni za baterijo, za sončne kolektorje v rokah Kitajske. Da če še del tega mogoče rudarijo v Afriki, ampak ga peljejo domov in ga sprocesirajo doma. Dostop do baterij. Pred leti smo imeli pa leto 2 nazaj velike probleme s čipi in podobno. Tako da tu prihajajo te ure resnice, kjer bo morala Evropa strateško razmisliti in tu se na nek način tudi za moje pojme kaže ta sprememba v tem času, da je v bistvu ta evropska tako imenovana mehka moč, soft power, ko se je rekel, vedno manj prihaja do izraza. Mi smo o tem še lahko govorili, ne vem, leta 90, ko je imela Kitajska, ne vem, izpuste tonov na prebivalca, temu primerno tudi gospodarsko moč. Danes je kitajska ekonomija močna, velika, povezana, ne vem, z Rusijo, s vplivi v Afriki, v Južni Ameriki in nismo več kontinent se tako močno to mehko močjo in smo za moje pojme včasih že malce preveč soft ali pa že malce naivni. Gospod Franc Bogovič, poslanec Evropskega parlamenta, danes ste bili pri nas v Ormožu, za kar se vam iskreno zahvaljujem. Povedali ste nam marsikaj zanimivega, marsikaj ste dejansko dali našim ljudem tudi misliti, vendarle pa končajva optimistično. Kakšna bo naša prihodnost? Ali pa kako si želite videti našo prihodnost Slovenije v veliki evropski družini? Zagotovo je 9. maj primeren dan, da smo hvaležni vsi skupaj za to, da smo, ne vem, 2 milijonski narod po številu država del Evropske unije. In Slovenci, gospodarstvo, tudi posamezniki, mnogi so pokazali in dokazali, da znamo živeti ta evropski prostor. Želim si v prihodnje, da bomo še bolj znali se doma dogovoriti in najti svoje strateške priložnosti in jih znali znotraj Evropske unije tudi uveljaviti. V vseh teh krizah, o katerih smo danes govorila, bi bistveno težje vsaka država Evropske unije izhajala, če bi bila osamljena sama, če ne bi imela skupne te povezave. Tako da jaz mislim, da za Slovenijo in pa za teh ostalih 26 držav članic Evropske unije je zelo pomembno, da se potrudimo in delamo na tem, da bo Evropska unija še naprej močna, da bo tudi znala nadgraditi nekatere politike, bila kos izzivom trenutka, v katerem se nahajamo. Če smo pa na koncu zelo pošteni, tako kot sem prej dejal, da sem ponosen Slovenec in zelo cenim to, kar imam v Sloveniji, lahko mirno rečemo isto za Evropsko unijo. Naj mi kdo pove, kje je kvalitetnejše življenje, kje je posameznik bolj cenjen, kje so človekove pravice bolj spoštovane, kje je takšna skrb za okolje in to je tisto, kar konec koncev krasi ta kontinent. In zato jaz mislim, da smo lahko na vse, kar imamo v Evropski uniji, ponosni in smo resnično lahko praznični ob prazniku. Zagotovo pa vsak trenutek prinaša nove izzive, v teh izzivih je treba tudi znati prav na njih odgovarjati. In še nekaj, kar tudi sam rad rečem, večkrat omenili smo mimogrede to rast Kitajske, ne. Jaz sem tudi stališča, da ne vem, poleg Kitajcev, ne vem, si tudi Indijci, ki so zdaj najštevilčna država, zaslužijo kvalitetno življenje. In včasih bo po moje potrebno malce tudi zmanjšati, pa naj temu reči, tudi to malce evropsko nečimrnost, da bomo mi vedno toliko pred drugimi.
Ni potrebe, svet je dovolj velik za vsi, če si ga bomo znali prav deliti, bo za vse dovolj. Danes pa bodimo Bogu in še komu drugemu hvaležni za to, kar imamo in poleg tega, da znamo kritizirati, da je tudi izraz svoje zadovoljstvo pa zahvalo za to, kar imamo. Gospod Franc Bogovič, poslanec Slovenske ljudske stranke v Evropskem parlamentu, iskrena hvala za obisk v Ormožu in za vse odgovore, ki ste nam jih danes podali v posebni oddaji ob Dnevu Evrope. Najlepša hvala za to priložnost. Za to priložnost.